Vedno bolj kot kadarkoli je danes dragoceno, da skupaj govorimo o vlogi posameznika danes in v prihodnosti. V banki NLB pripravljajo tradicionalne poslovne zajtrke, na katerih se osredotočijo na različne vidike prihodnosti dela, tako poslovanja kot zaposlovanja, ter pri tem skušajo izpostaviti izkušnje in preizkušnje iz prakse. V kakšen namen pripravljate poslovne zajtrke in kako vidite obraze posla v odrazih časa? Torej, to je tradicionalno srečevanje. NLB prihaja v regionalna okolja, zdaj že 6. leto zapored. Tokrat pričenjamo na Gorenjskem in v vseh večjih slovenskih regijskih središčih prirejamo to vrstne poslovne zajtrke in vedno se želimo pogovarjati o vsakokratno aktualnih temah. Tokratna tema je seveda, kako gotovo ali negotovo je gospodarstvo Evrope, ki je za nas seveda ključnega pomena, ker 80% našega izvoza najde svojo pot tja. Druga pa je seveda s kom, s katerimi talenti in na kak način bomo seveda naslavljali poslovne priložnosti. Vsi vemo, da na trgu dela so danes razmere take, da je zelo težko najti primerne kadre oziroma take, ki so potrebni za današnje izzive. In o tem se želimo strukturirano pogovarjati, to želimo aktivno naslavljati, o tem dejansko govoriti tudi z našimi poslovnimi partnerji iz gospodarstva in potem to skupaj nasloviti seveda tudi v kontekstu sistema, izobraževalnega sistema, ukrepov, ki bi jih po našem prepričanju morali izvajati administracija, se pravi vlada in povezane institucije, da seveda skupaj ustvarjamo pogoje, da bo slovenska gospodarsko rast ohranjali in na neki točki seveda srednjeročno spet dodatno nadgrajevali. Za Gorenjsko ste tokrat imeli pozitivno mnenje. Gorenjska je seveda v ekonomskem smislu izjemno uspešna regija in tudi prva zaznala že izzive na nek način, ko gre za kadrovske stvari, se pravi pomanjkanje delovne sile, pomanjkanje primernih potrebnih talentov. Vedno je bila pa tudi seveda propulzivnost, v smislu ustvarjanja dodane vrednosti je med najvišjimi v Sloveniji in pa seveda celotnega obsega gospodarske aktivnosti. Tako da seveda vsem vedno radi prihajamo in se počutimo tu doma. Če povzamemo na kratko, kam gre ta svet? To bo čas pokazal, ampak jaz sem optimist, jaz sem generalno optimist. Jaz verjamem, da so te turbulence, ki se tičejo zdaj trgovinskih vojn, povezane bolj ali manj s predvolilnimi kampanjami ameriškimi, da tudi seveda razmere v Veliki Britaniji se bodo zdaj slejko prej izkristalizirale in velik del te negotovosti izvira ravno iz teh dveh na nek način fenomenov, se pravi potez ameriških oblasti oziroma predsednika in na drugi strani seveda zdaj odhoda ali ne odhoda Velike Britanije iz Evropske unije. In ko se bo enkrat to stabiliziralo, verjamem, da se bo tudi gospodarska rast umirjeno vrnila. Verjetno pa ravni okrog 5% ne bomo videli hitro. Se pravi, če rastemo zmerneje z 2% točkama rasti do 3% točk rasti, bomo tudi lažje to napajali s potrebnimi talenti, kot prej, ker smo na nek način divjali z velikim tempom in to zelo težko dohajali v bistvu realno. Kakšna bo prihodnost poslovanja in kakšna prihodnost zaposlovanja? Čas digitalizacije, robotizacije, avtomatizacije in ostalih sodobnih procesov, ki vsekakor zahtevajo spremembo pristopa k poslovanju. Vse to je bilo predstavljeno na tokratnem poslovnem zajtrku na Brdu pri Kranju, kjer so priznani strokovnjaki kot dr. Jure Stojan in dr. Aleksander Zadev in drugi razpravljali o prihodnosti poslovanja. Mi seveda vidimo svet v tem trenutku pozitivno, še posebej smo optimistični glede naše ciljne regije, nekdanje skupne države in Zahodnega Balkana. V tem trenutku je pa seveda za nas najpomembneje, da smo se razbremenili spon iz režima državne pomoči, zaključeno privatizacijo, lahko zdaj ponovno začnemo izvajati aktivnosti čezmejno, lahko uvedemo ponovno leasing storitve, factoring storitve, financiranje, trgovinsko financiranje, vse to bomo zelo aktivno počeli in na ta način seveda NLB ponovno pripeljali za celotno paleto storitev na trg. Na drugi strani pa je NLB v tem trenutku še vedno izjemno pomembna domača banka. Največji posamični lastnik te banke smo Slovenci, to je Republika Slovenija z več kot 25% deležem in NLB je edina banka, ki te delnice lahko kupite danes na trgu v Sloveniji ali pa v Londonu in na ta način verjamem, da bo dolgoročno še pomembneje slovenska in da bomo domačini ponosni na njo.